V imenu Kuda Pranger se vsem, ki ste poslali svoje pesmi na natečaj, iskreno zahvaljujemo za zaupanje in držimo pesti. Danes bomo že izvedeli, kdo so srečni izbranci 24-terice, ki bo šla na prvi dve polfinali in potem še na finale. Tako da hvala Mestni občini Maribor in Javni agenciji za knjigo za podporo. Hvala Zori A. Jurič, da si je izmislila ta lepi natečaj. Hvala žiriji, ki je letos obogatena za novo moško ime, Jure Jakob, doktorica Irena Novak-Popov in Veronika Šoster, ter hvala Ninu Flisarju, koordinatorju, za izpeljavo skupaj z Nežko Struc. Držimo pesti in čestitamo vsem in hvala naslednjič vsem ostalim, ki tokrat ni uspelo, prijavite se še enkrat. Pozdravljeni, spoštovani pesniki, spoštovane in drage pesnice. Prvi dogodek 23. pesniškega turnirja. Prvi je bil pravzaprav tisti, ko ste napisali in kasneje poslali pesem. In danes bomo zvedeli, kdo ste tisti, katerih pesmi je izbrala naša žirija. Danes bomo javno odpirali kuverte, že nekaj let imamo ta običaj, da se nam ne bi očitala kakšna kuhinja, in danes smo zbrani v tej lepi knjižnici, Glazerjevi knjižnici, ki je znotraj Univerzitetne knjižnice Maribor, in predajem besedo koordinatorju pesniškega turnirja in tudi neke vrste gostitelju, zaposlenemu v Univerzitetni knjižnici, Ninu Flisarju. Nino, kako je bilo letos s pesmimi? Hvala Zora, 23. če že poteka pesniški turnir, po ustaljenih tirnicah, razpis januarja, potem pesniki in pesnice pošljejo svoje pesmi anonimno, seveda kot vsako leto. Letos jih je prispelo 105, morda za odtenek manj kot prejšnja leta. Upajmo, da je šla v kvaliteto, ne v kvantiteto letos. Jaz upam, kakorkoli že 24 pesnikov, pesnic bo danes razglašenih, strokovna žirija jih je izbrala. Letos so v strokovni žiriji Irena Novak-Popov, ki je že vrsto let z nami, potem Veronika Šoster, ki je bila lani prvo leto, in pa nov žirant, ugleden pesnik Jure Jakob. Ti trije so izbirali in izbrali 24-terico. Morda še nekaj besed o pogojih za sodelovanje na natečaju. Nekaj pogojev imamo, torej da je pesnik, pesnica stara vsaj 18 let, da pesem ni predolga, torej da ni daljša od 60 vrstic ali verzov, in pa da je pesem neobjavljena, to vedno hočemo, ne? Torej da sledimo sveži produkciji, torej svežim pesmim, ki jih še nikjer drugje ni bilo moč prebrati. In med temi pesmimi bo seveda žirija kasneje po dveh polfinalnih srečanjih izbrala tisto eno, ki si bo prislužila naziv najboljše pesmi leta, in njena pesnica ali pesnik bosta dobila naziv vitez oziroma vitezinja pesniškega turnirja. Tako pa začnimo kar s prvo kuverto. Nino, dovoliš, da... Torej kuverte so tukaj na kupu s šiframi. Razvrstili smo jih po številki prispetja, torej ko prihajajo pesmi, številčimo od 1 naprej, in prva izbrana je pod številko 5. V vsaki kuverti je torej posebej pride pesem in še zapečatena, zaprta kuverta z imenom oziroma s podatki avtorja te pesmi. Pesmi so seveda šle k žirantom in odpiram prvo ime. To so zmeraj zelo napeti trenutki, tako za nas, kot seveda tudi za vas, spoštovane pesnice in pesniki. Prvo geslo letos bomo v dobrem znamenju, se imenuje Jezus. Avtorica pa je Ljubica Ribič, Rudolfa Horvata 29, z Varaždina, torej prva pesem prihaja iz zamejstva, tako rekoč. Ja, hvala, to je pesem pod šifro Jezus. Pa da slišimo, kdo je drugi. Torej, kuverta je bila poslana iz Ljubljane, šifra Jin. Naslov pesmi je Usoda in ledenik.
Avtor oziroma avtorica, sem že mislil, da prazno, Davorin Lenko. Davorin Lenko, mislim, da je tretjič z nami na pesniškem turnirju, ali se tebi imam prav, ali že večkrat vsaj tretjič? Ne vem, ampak bil je vse dvakrat zagotovo bil, tudi naš znan prozaist. Predvsem prozaist, ampak je tudi, kot vidimo, dober pesnik. Tretja kuverta, tista, ki je prispela 24, pa skriva šifro, zelo lepo, tako da je ne moremo odlepiti, ampak še ne bila odprta. To je pa rokopisno. Pesem, ki je bila poslana pod geslom Pentatonika, avtor pa je Rok Horžen, Breg 60A iz Ribnice. Tudi Rok je že bil naš polfinalist. Morda tudi finalist, zdaj trenutno se spomnim. Četrta kuverta prihaja iz Primorske, šifra Zobato kolo, naslov pesmi pa je Jutri. Jutri bo zmeraj vse boljše. Vesna Šere. Tudi Vesna Šere je naša dolgoletna pravzaprav sodelavka, bi že skoraj lahko rekli, pesniškega turnirja. Ja, čestitamo. In naslednja, zanimivo, šifra pa Vesna, naslednje pesmi. Tako se velikokrat neke stvari ujemajo. Drugi in zdaj pod zaporedno številko 37 je izbrana pesem, ki jo je napisala Danijela Zupan iz Šentruperta. Torej Danijela Zupan. Pesem pa ima naslov, kako? Pomlad. Pomlad, ta prava. In smo že pri šesti kuverti, naslov pesmi je Perzeidi, šifra pa Čežana. Včasih je zanimivo, kako pesniki izbirajo šifre. Tjaša Lorbek, novo ime. Novo. Naslednja, pogledamo naslednjo. Ta šifra je bila tako posebej. Podatki o avtorju. Šifra je bila Nefertilni albatros. Zanimiva šifra, res, si dajo duška. Si dajo duška pri šifrah. In tale, ki si je namislil tega albatrosa, je Anže Brodnik iz Dola pri Ljubljani. Kamnica 28, prvič vidim, da je Kamnica tudi v Dolu pri Ljubljani. Imamo samo Mariboru. 8, se pravi, smo že na tretjini, potem bomo naredili kratko pauzo. Tako. Zaporedna številka 50. Žig je iz Šoštanja, ampak to še nič ne pomeni, ne? Torej, pesniki pošiljajo z različnih krajev in morda so trenutno tam ali pa bivajo. Peter Rezman. Čestitamo, Peter Rezman, bolj znan kot prozaist seveda, ampak vemo, da piše tudi pesmi. Odlična prozaista na pesniškem. Tako je, dva odlična prozaista. Davorina Lenka in Petra Rezmana. Pesniti, drage pesnice in pesniki, je, kot vemo, upor. Najbolj plemenit se mi zdi upor z besedami proti času, ki ni naklonjen temu, kar je najglobje človeškega. In prav pesem je tista, ki govori iz te človeške dimenzije, človeškega strahu, minevanja, človeške bolečine in seveda tudi radosti. In o občutljivi človeški duši je pisal seveda tudi Janko Glazer. Veliko je pisal o naravi, o pomladi, o jeseni, o prelepih stvarih, ki se bude v človeškem srcu. In meni zelo ljuba je pesem o spominsko knjigo, ki govori prav o tem, o občutljivih dušah, ki potem porajajo seveda pesmi. Takole pravi, v spominsko knjigo. Čim bolj je čaša brušena tenko, tem bolj dotik
in vsak tresljaj občuti. Morda bolestno zareči kedaj, a znaj, čim bolj je čaša brušena tenko, tem bolj ji dano je zveneti, peti. In bolje biti čaše jek tresoč, in bolje zvonka čaša se razsuti, ko biti kamen, mrtev, gluh in nem. Pa poglejmo, Nino, kateri je naslednji ta občutljiv. Če povemo še to, da Nino ključno, da smo danes tukaj v Glazerjevi knjižnici, v Univerzitetni knjižnici Maribor. Janko Glazer bo v kratkem, oziroma bil v kratkem praznoval 130. rojstni dan, 21. marca 1893 je bil rojen. Je pa na prvi pomladni dan in mednarodni dan poezije, ne? In vsako leto ga slavimo tudi tako, da imamo tukaj blizu pred rektoratom javno branje poezije. To je njegova knjižnica, tukaj zadaj vidite, bil je bibliotekar, tudi zelo pomemben mariborski bibliotekar, zaslužen za to, da se je Univerzitetna knjižnica po drugi svetovni vojni, takrat se še imela študijska, razvila v res ugledno inštitucijo in drugo največjo slovensko knjižnico, ki hrani slovensko kulturno dediščino, je depozitarna knjižnica. Ja, bil je celo ravnatelj kar nekaj časa, dolgih 25 let po drugi svetovni vojni. In kot smo rekli, odličen, imeniten pesnik, seveda tukaj imamo vsak svojo zbirko. Torej, 9. izbran pesnik ali pesnica, šifra je SB953. Drago Čoš iz Slovenske Bistrice. Novo ime. No, čestitamo in pozdravljamo. Naslednji pa prihaja Jažik iz Ljubljane. Poglejmo. Tako se zvončkom zavekena. Aha, pa majhen listič, skrivnosten. Avtorica pesmi je Vesna Vajovič, v Boršt 11, Radomlje. Vesna Vajovič. Ja, pod 56, naslov pesmi pa je, ki ga imaš tam, ker tukaj... Kadar sanjam. Kadar sanjam. Še ena pošiljka iz Primorske. Mužik je dobro v Goriških Brdih. To pa iz Goriških Brd. Maruša Mugerli Lavrenčič. Mislim, da mi je že znano ime. Maruša Mugerli. Ali je sodelovala, ali pa smo jo slišali za njo kot pesnica. Pa pogledamo naslednjo. Pod šifro Ducati pa je poslala pesem Ohoho, Lučka Zorko, Tomšičeva 18, Murska Sobota. Nino, to je pa naša vitezinja. Tako, vitezi namreč imajo pravico ponovno poslati pesem in Lučka Zorko se je po mnogih letih spet oglasila kot pesnica. Bravo, Lučka. Prav veseli. Tudi mene. Tako, 13. ali 13. šifra Torklja. Se spomnim, ko sem brala pesmi te šifre. Zeleni kuverti. Marija Kisilak, lanskoletna finalistka. No, poglejmo. Lanskoletna finalistka, pesem pa ima naslov? Pesem pa ima naslov Komemoracija. Aha, se spomnim, ja. Po pesmi. To je tista pretresljiva, ja, na vojno tematiko, da... Šifra, kot kaže, je number 23, se pravi 23. Avtor pesmi Uroš Beočanin, Slomškova 9, Grosuplje. Tudi Uroš je bil lani, mislim, da polfinalisti. Ja. Polfinalisti. No, ti se bolje spomniš? Ja, pa vidite nekaj, toliko tega se je nabralo z leti, da...
Spomin, res veliko. malo že luknjast kot švicarski sir. Pri tebi še ne sme biti. Torej, 15. Aha, zdaj jih imamo 15, tako še 9. Matevž Rems. Matevž Rems, odkot Tudi pa pošilja? Ja, prihaja no. iz Ljubljane. Tudi iz Ljubljane. Mariborčana še manjega. Bomo videli na njego. Aha, tukaj pa zagledam Žig iz Maribora. Ali pa ne, Šmartno pri, kako pa je zdaj to? A ja, Maribor je prispela, pa se opravičujem. Spredaj pa je Šmartno pri Litiji. Avtorica Dunja Polonca Buček, Spodnji Log. Tako pa smo že Šifra čaj. Dunja Polonca Buček. Mislim, da je že. 16 imamo, torej 2/3, še 8 imen. Morda še jaz spet malo pauze. Kaj si pa ti poiskal Glazerjevega? Glazerjevo pesem kakšno. Sicer je Glazer znam po svojih pesmih Pohorja, motiviki Pohorja, narave, skozi katero pač je izražal svoje čustva. Jaz sem prizoril pač malo netipično pesem za njega, Meditacija ob igrišču. V loku lahkotne med zemljo in nebom, v vitki krivulji, vmes med zaletom, pogonom igralca in strmim padcem, težnostjo zemlje, vmes med hoteti in morati, v vitki krivulji, v loku lahkotnem, uravnovešena žoga leti. K zemlji kot kamen mrtva bi padla, ko bi življenja ji, ko bi poleta igre za nos ne dajal in sproščenosti. V pusti bi premici večno enaki, v prazno brezkončnost letela brez smisla, ko bi k sebi, k svojemu srcu zemljane klicala. Ali glej, vmes med nebom in zemljo, vmes med hoteti in morati, je leteti ukazano in ji leteti je dano. V 1000 krivuljah in 1000 lokih, vedno na novo, v 1000 lepotah. Igra brezkončna. Prelipna pesem. Res, včasih vidimo, koliko smo pravzaprav odličnih pesnikov in pesmi pozabili. Imenitna filozofska pesem pravzaprav. Pa še si jaz prav malo priznaj, tudi zato, ker žoga nastopa. Šport je redka motivika v slovenski poeziji. Čeprav tudi Šalamon je pisal o košarki, tistih zgodnih zbirkah, se je tudi sam igral. Da vidimo, kje je zdaj šifra. Močna ime avtorja Andrej Medved. Andrej Medved, torej to je ta isti Andrej Medved, kot ga imamo v mislih, šifra pa je ABCD. No, ugleden in poden slovenski pesnik. Ja. Šifra je v dvojniškem sistemu 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Matic Ačko. Tako, to je pa naš, pa imamo Mariborčana, zmagovalca nekaterih... Državni prvak Slemov. Tako, bravo. No, saj pesniški turnir, smo rekli, je nek križanec med Slemom in imenitno praznovanje pesništva in pesnikov. Naslednji pa je, ali naslednja, Helena Zemljič je Rebova ulica, Helena pa zdaj iz Novega mesta, kamor se je preselila. Tudi Helena je bila že večkrat v finalu pesniškega turnirja. Čestitamo Heleni Zemljič. Številka 95, šifra pismo, Žig Ljubljana, ime in priimek pa Brigita Mencingar. Brigita Mencingar, novo ime. Ja. Na pesniškem turnirju. Fino, vedno smo veseli, tako ko srečamo kakšne stare bivše znance, da se bomo spet družili in spet, ko pride kdo čisto na novo, ko se pridruži pesniškemu turnirju. Tako da bliž veseli v vsakem primeru. Aha, to je pa tako posebej zalepljena kuvertica. Odpiramo.
imamo, ime pa je Ana Stergar, Obirska 14, Ljubljana. Ana Stergar. Ana Stergar. Pesem pa posnela sem film. Vse res, kako posnela sem film, kako je s filmi, vemo, da vsak izmed kasneje finalistov posname video sa svojo pesmijo. Mogoče kaj o tem poveš, če smo že ta naslov zdaj našli? V času korone smo začeli z tem, da so pač pesniki, ki niso mogli nastopiti v živo, so posneli video svoje pesmi, pač vlastno so interpretirali in posneli in smo potem glasovali. Lansko leto pa smo se odločili, ko je pesniški turnir prišel v okrilje Kuda Pranger, da uvedemo novo nagrado, imenovano Vizir. Tudi letos bomo jo podelili, torej bomo vse polfinaliste in polfinalistke pozvali, da svoj pesem posnamejo in potem bodo ljudje lahko na spletu glasovali za najboljši video. Na vsakem polfinalu žirija izbere 4 finaliste, enega občinstvo, ki je tam prisotno z glasovanjem, enega pa občinstvo s spletnim glasovanjem za videe. Na finalnem turnirju pa strokovna žirantka, to bo študentka praškega FAMU-ja, Ivana Vitali, izbere najboljši video. Že lani je bilo v žiriji, lani je zmagovalni video Tibre Hrsa Pandurja. Številni so bili zelo domiselni, kreativni videi. To nas je presenetilo, da ustvarjalnost sega širše in kot kaže je res ta čas, ko se pač žal nismo mogli družiti, pa prinesel spet nekaj drugega dobrega. Tako da je zdaj prav, da na nek način damo možnost tudi temu izražanju, čeprav seveda mi še vedno prisegamo na besedo. In na žive nastope, ne? Ampak ti videi pa tudi ostanejo nekje na spletu. Tako. Predvsem pa mene vedno preseneča, ker ti bolj veš, Nina, ko si koordinator, z kolikih držav potem glasujejo za te videe. To je prav neverjetno, koliko Slovencev je po svetu in gledajo te videe in glasujejo za njih. No, splet ima neke svoje zakonitosti, globalni mediji in res, na lanskih glasovanjih so glasovi prihajali iz več kot 20 držav, kar je fascinantno, iz Južne Amerike, iz Avstralije, iz Azije, vse povsod. Tako da vaša pesem bo prišla v svet, pravzaprav vseh izbranih in zdaj je seveda napet trenutek, ker sta samo še 2. Oziroma 3, še bom to rekel. Ti še imaš, ti si na vrsti, tako je, 3 še. Tale kuverta prihaja iz Italije. Ravno govorimo o tujini, tako da tudi enega smo bili z Hrvaške, ena iz Italije. Ja, tudi v polfinalnih srečanjih smo hodili že po celi Sloveniji, po mnogih knjižnicah. Letos veste, da bosta polfinalni srečanji v Rogaški Slatini in sicer 25. marca, 31. pa v Idriji. Bili smo pa tudi že v Italiji, se pravi za mestu v Trstu in osvojili smo tudi Celovec s polfinalnimi srečanji. No in kdo iz Italije piše? Polfinalistka prihaja iz Čedada, upam, da bom previdno prebral predvsem priimek, Andrejina Truzgnah, ali pa Truzgnač, se prevečujem, ampak nas bo poučila sama. Čestitke, pesem pa ima naslov? Ne manjka nič. Ne manjka nič. Zdaj pa imamo, kaj pa zdaj, Nino, ko sta 2 kuverti? Tu je poezija vezana na šifro, tukaj pa je šifra, se pravi, da pesem se je že prebrala in uvrstila. Šifra pa je, torej naslov pod šifro pa je. Tudi jaz vam te že prebrala, primek Erika Fornazarič, Ale Kave, Trst, Italija. Tudi ta je prišla iz Italije. Zanimivo, da sta prišli v podobnem času. Torej, Erika Fornazarič iz Trsta. Čestitke. Tako, še zadnja kuverta. Žig je Deutsche Post. Tako da zanimivo, torej, da ne več samo glasovalci, ampak tudi pesniki najdejo razpis in pošljejo, Veronika Raspotnik,
je poslala pesem iz Nemčije, drugače pa prihaja iz Kresnic. Tako pa smo dobili 24 imen pesnikov in pesnic. Čestitam vsem, ki ste bili izbrani oziroma katerih pesmi so bile izbrane. Hvala, da ste poslali pesmi in vidimo se seveda ali v Rogaški Slatini ali v Idriji in potem seveda 22. aprila v Mariboru, kjer vedno poteka finale, letos v Sodnem stolpu v novem centru, kulturnem centru Minoriti. Lepo vabljeni. Tako, jaz bom še prebral enkrat vseh 24, torej 24 polfinalistov in polfinalistk pesniškega turnirja je naslednjih: Ljubica Ribič, Davorin Lenko, Rok Horžen, Vesna Šare, Daniela Zupan, Tjaša Lorbek, Anže Brodnik, Peter Rezman, Drago Čoš, Vesna Vajovič, Maruša Mogeli Lavrenčič, Lučka Zorko, Marija Kisilak, Uroš Beočanin, Matevž Rems, Dunja Polonca Guček, Andrej Medved, Matic Ačko, Helena Zemljič, Brigita Mencingar, Ana Strgar, Andrina Trunksnač, Erika Forznarič in pa Veronika Razpotnik. Zdaj bomo jih razdelili na dva polfinala, polovica gre v Rogaško Slatino, tam bo polfinale 25. marca, polovica v Idrijo, tam bo polfinale 31. marca. Skratka, na vsakem polfinalu žirija, kot sem že prej rekel, 4 finaliste, enega občinstva z glasovanjem na sami prireditvi in enega občinstva preko spletnega glasovanja za videe. Iskrene čestitke še enkrat vsem izbrancem in izbrankam in se vidimo na polfinalnih nastopih. Se vidimo.